Cel svet hodi tle okoli. Jaz sem vas slikal lik zato, da bi dobil tle na glase. Prispel je katamaran, City Cat, mestna mačka. Lepo. Po parku uživajo v tej glasbi zastoj. Lepo je tukaj. Lepo stilizirana, moški in ženska. To bo verjetno znak do pipi. Sandra uživa v Brisbaneu, dobra glasba, dobra mačka. Za spomin pa kupimo še sedeniko. Pa še dunja. In to nas bo spominjalo večno na Brisbane. Alvarez, to so Argentinci. Argentin. Priobalni ptiček, galebček,
Dođi ti čurina gadna jebem, ti mater ti jebem. Beži prasica, beži! No, tako je v tej promenadi sredi mesta, je pa še popolnoma čista voda, lep pesek noter. In zdaj lepo, le. Ej, sredi tega parka, sredi mesta. Če se do drog, tam se ne bi igrali noter, bi bilo prav prijetno. In celo 2 čuvaja ima ta plaža. In takoj zraven Brisbane, reka. Všeč mi je mesto, ki ima zelenje evkaliptusa do morja, ki ne pozidejo vsak prosti kotiček. To je zelo lepo. Moram posneti te vodomete, ki so mi tako lepi. Imajo smisel za detalje, kar je res, je res. Tukaj tudi pela mašta v tem drevoredu. To so vse nosilci luči, ne? Je tako? A to tle? Ta krajinski arhitekt je dobro to obdelal. Aha. No, tle imamo pa malo ibise v naravnem okolju, vidiš gor na drevesu. To so v bistvu tako pogosti, kot pri nas vrabci ali pa vrane. Golobi. Golobi. Voda ima okrog 21 stopinj. Za otroke je to raj. Vse narodnosti so tle. Tale nebotičnik mi je všeč. Poseben, malo aluzije na stari stil. In ura je 4:25. Še 20 minut in bo noč. Čez večer na mesto se zopet vračamo domov. Hitro, 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 hitro. To ni bila navadna hiša, to je bila mestna zakladnica. Treasury Building. Evo dokaz, da se dosti vozijo z bicikli. In tečejo tudi dosti. Lučke se že prižigajo. Vse povsod fontane, zaljubljeni v fontane. In tukaj smo pred banko Novega Južnega Velsa. Evo, kakšne skulpture iz ojnic, verig in raznih strojnih delov, te pravi kenguru. Evo, vijaki, ojnice, ohišje sklopka in to pride potem vse skupaj kenguru. Hiša se reflektira v hiši. Zopet pozdrav te cerkvice, fontana lepo razsvetljena že zadnji žarki. Smo nad železniško postajo, 500 metrov od doma smo doživeli sončni zahod. Vlak in med cvetočimi agavami, sonce gre za hribe. Malo prej smo vstali in gremo mimo Sunshine Coast, ki je danes sončne obale, danes je malo oblačno
proti Hervey Bayu. Eni pravijo, da je pravilno. Vodovod izven mest po Avstraliji večinoma ga nimajo, ampak črpajo vodo iz vodnjakov podzemnih. Levo v okolici vidiš, bo narejena taka jezerca za turiste, da se malo spočijejo poglede na dolgi poti. Zdaj je pa hud. Evo, kako je hud. To je za umirjanje. Tukaj je lepo umirjanje ob tem jezercu. Neskončna ravna cesta proti Hervey's Bayu in neskončne nasadi sladkornega trsa, pravijo ljudje. Imajo lepe borovce in to je ta sladkorni trs. Velik, ne? Vmes se pa sprehajajo krokodili. Ja. Krokodilka sem tudi jaz. No, da vidimo. Pokaži. Naše to ti dam. Pedi naprej. Ena krokodilka sem tudi jaz. In ga primi. In ga primi. Sladkorni trs. Je dober? Odreži ga enega, pa ga probaš, če je res sladek. To ni zrcalna slika, ampak tukaj res vozijo po levi, evo. Cesta deleč. Naš driver je že privezan. Preko ravnine do Hervey's Bayu, še malo pa bomo tam. Koši lur. Od tega pa poslikam ekstra za Gregorja. Ta si je cel Ford Capri predelal v morskega pesa. In feltne, ne, a je sam naredil ali mu jih kdo pomagal? No, smo v Hervey pristanišču. Take skakajoče kite bomo pa videli pri otoku belega peska. Odpirajo usta in to, veš, to je splat. Evo, v tem lepem naselju stanujemo in tle smo najeli cel apartma. Sandro je vesel. Zdaj smo bili v šopingu, bravo. V šopingu in zdaj gremo pogledati, kaj smo dobili. To je še v nadstropje. Number 9. Aha. Maha se, ne? Čaki malo. Kaj delaš, le, Počasi. Lačen. Tle imamo celodnevno sobo. Ja. S hi-fi aparaturami. Svoj vrt, Breda, razkaži malo. Glej, kako je krasno vse tukaj zunaj. Tu bomo imeli večerno zabavo zunaj. Barbecue. Ja, pa kaj, ne? Pa stoli so že na terasi. In vsemi travčkami. No. Wow. Miza za 6. Bomo še koga povabili. Ja. Kuhinja. Kuhinja ima špajzo. Kaj je tle noter? Špajza? Tu so že dobrote. Kaj pa je tista vrata tam? Tu so pa vrata od zunaj. Še poseben vhod imaš. Stroj in vse skupaj, ker če bi se slučajno... Pa res. Lej, pralni stroj in sušilni stroj. To pa treba kaj izkoristiti. Kompletno kuhinco.
Lijake, mikrovalovna, Kire bo neskar noter početi. barones pečica, šef, Omakajte se stran, kuham jaz. ventilatorji, klima, kalapipa. In to še ni konec. To še ni konec te ceremonije. Le gor imamo nekaj. Cela hiša pa tako iz kartona narejena. Evo, še potovčeš po stenah, ne? Aha, imamo pa lepe sobice. Ena, zakonska. Druga z zakonce ločene. A pa tle. Kopalnica ima. Lepo svetlo. A pa tle. Pa še stranišče. In eno je spodaj. Evo. To je naše današnje prenočišče. Zdaj gremo v deževni Harvey Island. Evo, Mavrica je nad našim naseljem. Lepa Mavrica je nad našim naseljem. Lepa Mavrica. Sunshine Coast. Evo, po ljubaznosti Sandra imamo priliko občudovati lepo Mavrico. Končano njuno je in marsikatero življenje. Kri po krajnji korotanji prelita napolnila bi jezera. Gnijo po polju, v bojih pokončani, trumster. Evo, mimo hod kolesarjev, da bo lažje spal. Lepa obala. Peščena, tle pa je peska še preveč. Peščena. Vlak prihaja, vlak. Tebi, dragi dol. Evo, tak šunder je cel dan, ki mi potujemo okoli. Ne se bat. Iz vsake stvari naredijo šov in največji so na svetu pri vsaki stvari. Kjer morski pes pojedel bo me za malo malico. Tiča od hudiča, mal debela ma prašiča. Klega morska Breda je pasaka. na dnu in gnije. Ja, ti Porkodijo pa zirješ gor. Daj mi čarica. Štronca. Si na dnu. Ja. Kakšna ladja je ta? Železna, ne? Tu se lahko tudi barke uničijo in pokvarijo. Na drugi strani je pa naš otok za jutrišnji obisk. Fraser Island. Samo to barko še potopim. Kaj so korale? Potar slikaj me, ali me pa ti da prmaznik. Ne, ne bom te. Ma si ti ena leščina. Pisek ti mali. Ti si pravi picek. Grozno grdo se obnaša do mene. Ja. Poglej ti naše sence, lej. Tle smrdi, vse ono pod kosila mečejo dol, tle Poglej. zbira kanalizacija ne gre vodle. Vi pobirate Evo. predreka, veš, tako da boste... 20 metrska senca, lej ko je Sandro suh. Karapano ribo, le. Prav karapana je. To je karapana ribo. In to kakva velika je bila. Karapana, prav ono. To je ni škoda. To so smeti od ene oštarije, vi pobirate bez kuškovaca. To ni škoda. To je Smet od oštarije, to so pobrali dol meso. Pičku? Daj da vidim. Ampak da mi jo vrneš. Da, Nogavičku? Ne, sem jo jaz pobrala. Lej, kako veliko sem najdel jaz. Daj meni koralice. Dajte se malo lepo izražati, ene 2-3 minute. Ja. To je ena lepa koralica in se izražamo ko violinca. Kaj si mi dal to gor? Poglej, kaj Polno je. koral. Tako, tako, Poglej, kak je lep. dej sonce na korale. Tako? Si videl? Super. To so samo koščki. Ko na zlati roki so. Ja.
Ne, jaz v njih nisem, ker so take kot... Ja, mi ti to modernističko znaš. Ma ne more biti isto. Ne, pa res tjele Samo je. tja pa si ne bi jaz upala. To so one, meduzice še zunaj, kaj so Meduze so to. To so dreksi, so meduze, tiste napihnjene. Jebem ti Sem me. prejela eno meduzo prejela. Ker so ti luda. Koralce bomo pa vzeli domov, koralce. Koralce pa moramo. Ja, ka polžek, To katašna. so tudi... Milan, Milan! Glej, ki lepi polžek. Ja, on je bil sin od polžka. Ne, to pa ni lepo. Drugačna školkica. Daj bila, da? Če bo stopil v drak, bo stopil v drak. In črvički so notri, vidiš, glej, Sliko ptičke. Jesam. Lepo, lepo ptitku, ptitku nogavičku. To so zelo lepe, mile. Ja? Kaj je lepo? Vsi plodovi morja. Dramatični prizori zahajanja sonca. Evo, to ti je pa lep posnetek, Dunja, lej ga lep posnetek, lej ga. To je pa res lepo. Lej ga. Milan! Tukaj moraš... Še eden od sončnih zahodov. V živo prenos cvrčanja v morju. Tako, pa čisto narahlo pa. Da nož gre tako, ja? Je naredilo klik. Zdaj pa greš tako, ja? To bo pokazala. Evo, zdaj si dobro naredil. Zdaj si zelo dobro. Samo ne vem, če se bo sonce videlo zadaj. Sonce se pa ne vidi, veš? Zdaj da vidim. Milan, sonca se ne vidi. Sonce bi se moralo zraven videti. Ne, blešči se tam v usnicah notri. Ne več. No, ovdje. Mi ne bi dal okrog vratu. Tako. Hvala. Čuj ti, maček, greš? Čuj ti, maček. Jaz bi to preživela na takle na plagi, pa da mi še pluska morje. Jaz bi še poplutala, tu vse školke bi nesla domov. Vse. Je niso krasni. Hej, Dunja. No, tako smo se igrali po obali. Sonce posilja zadnje žarke. Harvey Bay. Naši nabirajo školjke. In gremo domov počasi. Prihaja dan poln dogodivščin. Črn trtek je danes v Harvey Bayu. Gremo dogodivščinam naproti. Evo, z avtobusom gremo, jih pobiramo in gremo na šif, ne? Evo nas. Zdaj mi izstopimo, ne? Cele vroče ljudi so pripeljali, zdaj gremo pa na trajekt.
Zdaj bi Mitja užival. Mi bomo pa na terasci, nas bojo pa drugi vozili namesto teh džipov. Ukrcavanje množice. Pa je dovolj velika globina zdaj, iska obala. Najboljši je bil pa ta s džipom, s prikolico je lepo noter pripeljal. Odhajamo. Se zapiramo, da nas ne valovi ne pomutijo in idemo gala. Pri kapitanu so pa naše dve kupe. Aha, on se... No, zdaj pa lepo pol ure vožnje do tega otoka Fraser Islanda, otoka Fraserja. Še prej je ta majhen spredaj. Se je pojavil pa še kapitan Sandro zraven. Evo ga. Zdaj bo naredil grivate. Obala se bliža tega otoka. Morje je globoko največ 6 metrov. Dolg je okrog 100-150 km, širok pa je na 20-30. Kar velik otok za naše razmere. Prihajamo, ne bredo. A bomo trofli, le kje not je pristan. Zdaj moramo najti točno ta pravi del, da ne nasedemo v to pristanišče. A so to pelikani? Bomo videli še več. Še malo. To je kar delikatno za ladjo. Švirnati del pri obalni, not v blatu. Evo, to smo čisto tle. Aha, že daje motorje v rikverc. Zdaj bomo, to je z neko veliko brzino prišel. To bo rampno notri. Evo, to je vse. To delano. In zadnji so prvi. Evo jih, prvi so že na otoku, Dunja in Sandro tudi. Jedva. Kako preobraženi? Ko so suličasti, so bolj okroglasti in kosmati so. Ko evkaliptusovi. Ja. Torej prenesejo vse te vročine in vse ta razmerja. Kako diši to? Ja, neverjetno. Kako lepo diši. So the families or 4 people, you can start loading whichever bus does. Cesta, tako potovanje je tle s to cesto. Po Mivki gremo, 4-kolesni pogon.
Vse ceste na otoku so take. No, in zdaj smo prišli do sladkovodnega jezera na otoku. Lep je v pesek. 20 minut imamo časa. Otok je 127 km dolg in 22 km širok. Polno jezer je na tem otoku. Koliko? 26, 27? 42. O majko milo. Lepo je tukaj, ja. V teh jezerih bel pesek. In rastlinstvo posebno se tukaj razvija. To je pa ena posebna vrsta mahovja. Prvi pionirčki rastlinčke so take. Voda je kristalno čista. In eni se že kopajo. Dvajsetminutni postanek pa so že izkoristili za plavanje. Fantje. Jaz vsega naredimo, to je taka šuma, neprehodna šuma je naokoli. Evo, ko oni mali uživajo. In potem je tukaj 10 metrov finega peska, 20. A je obala. Eni gre v vodo. Ja. In kar veliko je to jezero, ne? Da bi lahko delal, imel tovarno peščenih ur. Bel pesek, kako ne bo. Kremenčev, roko kreme. Ja. Gre še jasko opica tam. To je krema. Ja. Kremenčev pesek je. To je lepa slika zdaj, kaj je nebo zadaj. A res. To je pa Sandro. Uživancija. Evo jih Italijančki uživajo ko sir na pašti. Slovo breda, slovo bo treba jemati. Zdaj ga pojela za zunaj. Lepič. Kaj, lep. Kar popija breda, je čisto voda, super. Samo zdaj sem jaz kovanec oprala, $1. O, Dunja mi je v kader prišla, lej. In kengurujčki so gor. Če si ga lepo oprala. Nisem ga še. To je pa rit od Sandrota. To ni res, to je ritka od Sandrota. Pazi, riba. Lepo nebo imamo. Gremo! Avtobus! Naš Explorer, Fraser Explorer Tours je pripravljen za štart dnevne ture. Zdaj ne bi z avtom daleč prišel. There are only small marsupials and native rodents. There are sugar gliders, that stretch their skin and glide. But not many, only about 38-40 species of animals, and mainly small. You don't see any animals. Majhne vse živali. And dingoes. Imajo pogojev. Sandro se ukrcava. Boarding.
praproti v njihovem naravnem rastišču. Ta zajedalc je prav zanimiv, ki sem ga sicer že slikal, nisem ga pa slikal tako v naravnem gozdu. Če gledamo tam naokoli, jih je polno po teh drevesih, ki so kot neki aravkarije ogromne. The mechanism is perfect for rainforest environment. A bird or a bat or what have you eats a fig, does its dropping up in the sky. To si posnel? Bom. To je tle lepo maka. Tam je fig. Drevo deževnega pregozda. Evo, ko ima zračne korenine in so spenjane vzgor. Še ogromno je, okrog 300 let staro. Ta prepletenost ga dviga v višavje. Najboljše je tako posnamem, pikabin, palme, v deževnem pregozdu. Viš, živijo tenot v temi in lovijo redke sončne žarke čez dan. In dol je potok. Ta potok je življenjska linija tega deževnega gozda in on je vse napajal, vse te zadeve. Epifite, ki so zraščeni na drevesu, potem tiste deževne korenine, ki so okrog drevesa, ki se rinejo gor, in pa prej posnete pikabin palme. Te vode skoraj ne opaziš, čista je čista prozorna, kot da je ni. No, to je ta vodna linija, počasi tekoča, da v miru napoji vsa ta dreveščka. Pa taka brv je preko, kdor upa. No, tukaj imamo pa že sledi ovijalk v gozdu. Proti soncu se dobro vidne. Lepa potka tle speljana, zelo lepo je urejeno za turiste. Sredi deževnega gozda, lepa lesena pot, stalno ob potoku. Potoček šumi lepo, deževni gozd. Tam še dež manjka, pa bi bilo te pravo okolje. To pa je ovijalka, ko Bog zapove. Skoraj velika kot drevo in se pne visoko gori do svoje energije sončne fotosinteze. To je pa dober napis. Nevidna reka. Res je nevidna, ker je tako prozorna. Popolnoma čista voda, nekaj tacga še nisem videl. To pa je starega podrtega drevesa. So te organske stvari izhajajo in potem počasi skozi zgodovino izgine. Malo termiti, malo druge zadeve. V tem potočku živijo jegulje, raki, potem ena mačja riba. V bistvu je zelo malo živali na tem otoku, le okrog 40 vrst. In many cases in some forests you'll see how the tree fern actually bends like this to find a little hole of light. It's just its way of getting its little bit of light, chasing the light, being able to elevate. So it's not a true trunk, it's actually the root structure. And, well, I'm just going to say, Peter, I go... To so kraljevske praproti, ostanek pradobe iz pradavnine in so se tukaj ohranili v deževnem gozdu. Imenuje pa se Angiopteris evecta. Velike so, posebno zanimive. Gozda niso nič počeli. Se ga pustili iz pradavnine. Kakor se je rušil, to bi lahko imenovali pragozd. Pragozd bi lahko preimenovali, kakšen lep je. Mokro deblo v deževnem gozdu. Toliko vlage vleče na sebe.
Te drevesa imenujejo Avstralci Kerry tree. Kerry drevesa, drugače so Agatus nekaj. No, to je bilo to drevo. In je bilo tudi dovolj lahko za splavarjenje. To pa je bilo drevo. To pa je bilo ostanek pred sečno. In potem, kot da bi prišli iz drugega sveta, bazeni, plaža, fontane, hoteli. To je vse v Moreton Bayu, ob plaži. Zdaj smo pa naredili 20 km čez otok. Zdaj je pa dirka po obali z avtobusom. To je vzhodna obala, spet ima valove. 37 km up the beach. Nema čista voda, ha? Lepa čista voda. Brahmani kite, bird of prey, as well as Na Pacifiku je pa nevihta tam, vidiš. Ja, kruha. the white-breasted seagull, the largest of all the birds, Nam je daš. spray seen on this island. Vozimo čist po vodi. Nice northerly point, the Pinnacle Coloured Sands. We'll be stopping there just for long enough to take. Zdaj pa se tle med skalami lovimo. Čist po morju. Jaz izgleda malo tudi valove gledal. Tudi valove malo gledal. Tudi preko takih skal gre ta čuda od kamiona. If you look down around the rock, you'll see how the water is coffee coloured. Now you know where it gets its common name from. Prišli smo do zanimive točke, še daleč v daljave se razprostira ta obala. Daleč, kar v meglicah se zgublja. Vozili smo tudi okrog 80 na uro. In zdaj smo prišli do ene točke, ki so 50 metrov visoki klifi. Še 50 km otoka je tam naprej. Tukaj pristanejo tudi z avioni, festični turisti. In to je to čudo, ki si ga moramo ogledati. Tile klifi so zelo zanimivi. Pesek je bel, rumen, oranžen, do čisto rjavega. No, tako se odpeljamo z avtobusom preč. Tam v daljavi se prikazuje še eno čudo. Nasedla japonska ladja oziroma ameriška. Barvani pesek. Pri aboriginih je bil Fraser Arjan poslan kot Badžala. Tukaj je kar tovarna tega peska, barvitega, bel v ozadju, spredaj pa spet drugačen, do oranžnega. Tukaj je cel kanjon, narejen skozi zgodovino. To bi bilo za raziskovanje, če bi bila prijatelja tukaj, Darko in Ježek. Pa še malo teh figur lepih, čeprav niso obarvane s sončnimi žarki. Pa še malo grupnega posnetka tega klifa, največjega klifa na otoku. Vzleteti ali ne vzleteti, to je sedaj vprašanje. It had its propellers removed but was fully operational. The photograph I showed you the condition it
was in when it arrived here. But even more than what you can see in the photograph, it was sold totally complete. That is, with linen, crockery, cutlery, everything, ready for a full load of passengers. When it was, and it's just deteriorated away over the years. But the Customs Department, when they were looking after one of their staff, was supposed to... Ladja Mahoney, nasedla pred drugo svetovno vojno. Med drugo vojno je bila pa kot objekt bombardiranja. Zdaj jo pa morje in rja obdelujeta. Evo je, kakšna je. Pa se spet v vodi. Trilililili. Prihaja nevihta. Kakšno kontrastno nebo. Kaj naredi rja z leti? Dej. Kaj pa tam vidim? Ribiče. Kaj lahko ulovijo tlele? So še stari Japonci iz čelarje. Ko pa morje naredi svoje delo, začne pa lomiti barko in ostanejo take škrbine. In zadaj Pacifik, ki to neusmiljeno uničuje. Opomin v nemo nebo. Tukaj pa teče sladka voda dol v morje in tako je treba bolj počasi voziti čez to celino ob morju. Kakšno grozno nebo je. Zadaj so tudi padavine. Pa se poslovimo od tega pomenika. Breda še zadnjikrat pogleda proti sončku.